Mi smo nazaj, družba, in predno napovem svojega prvega nocojšnjega, oziroma današnjega, vedno rečem nocojšnjega, ker sem navajen večernih oddaj, današnjega isto, sred dneva si, današnjega gosta, mi po glavi še vedno odzvanja ta od Majde Sepene, med iskrenimi ljudmi, na 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 na, ko pride čas in naslednji moj gost bo Dino Hajderović, za prijatelje Dinoti. On je igralec, on je playboy, on je youtuber, on je gamer, on je vse. Dino, kje si, prijatelj dragi? Evo me, kje si ti? Evo me! Živijo, bravo. Živijo, Dino! Kje si to, zgledaš, čak da dam očala gor, da vidim, kje si ti to, zgledaš, kot da šel v hribe. Ja, veš, kako je, hribi so dejansko za mojo hišo in grem vsako jutro v hribe, ampak trenutno sem v svojem studiu. Kje si pa ti? Jaz sem pa doma na svojem kavču in vodim fucking dobro voljo z Istokom vsak fucking dan v živo. A se ti da drugače? Ne da se mi, ampak nekaj moram delati. Dino, daj mi povej, mi smo se nazadnje videla, mislim, da pred mnogimi leti, ko smo mi na Blejskem filmskem festivalu predstavljali film Vloga za Emo, ti si pa takrat bil, mislim, da v nekem igralskem tečaju in si potem nastopal v celi vrsti filmov in nadaljevank. Pa daj za tiste, ki so to pozabili, povej, kje so te lahko videli. V bistvu, ne vem, če so glih kakšne nadaljevanke, oziroma so, saj sem tudi že malo pozabil nekaj časa od tega, ampak bolj odmevna vloga je, pač to vsi vejo, Čefuri Raus, igral sem lik Kacota, to so bili eni štirje pač glavni liki, no, tam sem igral pač enega varianta nezadovoljnega Čefurja. To, kar si tudi v resnici, vloga mi je bila pisana na kožo, čeprav nisem nezadovoljen, sem zelo zadovoljen v življenju. Pa smo pa še posneli ene par filmov, kot so Šuplje priče, tam sem igral bolj enega mafijaša, varianta Joe Pescija, Pesci mi je bilo ime v filmu, tam sem bil malo bolj krut, tam smo malo bolj šli po Quentinu Tarantinu style filma. Pa sem pa še, glumil sem v marsikaterih filmih, kot so bile neke stranske vloge, Strah, Inferno, Kajmaki marmelada, pa nekaj tazga. Ampak to je že nekaj časa nazaj. Ampak daj mi povej, zakaj pa zdaj zadnje čase te pa ni več toliko filmih pa nadaljevankah, ali si se prestavil raj na internet in si postal youtuber pa gamer, ali dejansko ni bilo več ponudb, pa se ni kaj dosti snemal več to, kar bi tebi bilo fajn? V bistvu ti tako povedal po pravic. Gled, bom čisto udaril tako. Jaz nisem šolan igralec, jaz sem človek, ki se je rodil s talentom, pač, a ne? In jaz kot otrok nisem hodil v neke fancy šole, ker pač moji starši so prišli dol iz Bosne in oni so delali cele dneve, da smo mi lahko sploh imeli kaj za jest. In pač takrat nisem niti jaz sam vedel, kaj sploh šola je, oziroma da lahko si igralec. Jaz sem gledal filme, igral igrice, to mi je bilo veselje in sem si želel včasih nekoč, mogoče kdaj tudi igrati v filmu, ne. In zdaj, ko pride do snemanja filmov pa to, ne, večinoma so eni in isti igralci, ki so že v tem nekakšnem brlogu in karkoli se posname, dobijo delo oni. A ne, zdaj, jaz sem takrat pač dobil ta dela, zato ker oni niso imeli takih igralcev, da bi to odigrali in sem pač jaz tukaj nastopil. Naprej pa, kakor gledam, se niti ne snema kaj preveč. Sploh kakšne take vloge, da tam glumim enega bogega fantka ali pa nekaj tako, mi tudi ni pisan na kožo. Jaz sem človek, ki rab akcijo, ki rab energijo in to nekako se ne rabim mučati, ne, da bi se jaz mogel transformirati zdaj v kip, pa to ne bi že bilo več eforta, ampak ja, čakal sem nekaj časa, ni bilo kaj preveč in pa sem se mogel znajdati in sem pač nekako se prevekslil v podobno stvar igranje pred kamero. Dino, ti si eden izmed najbolj popularnih in tudi priljubljenih youtuberjev, gamerjev, ti imaš res na 10.000 sledilcev in daj povej, kaj je recept za to, da ljudje nekomu tako masovno sledijo, kot sledijo tebi, ker tega imamo ogromno, ampak nimajo mnogi tako veliko fanov in podpornikov in ljudi, ki bili toliko fejst navdušeni, kot so na tabo. Kaj je tvoj recept?
moj recept je, da si prvo ti, a ne? Da si ti. Drugi recept je, da ljubiš življenje, ljubiš sebe in da te ni strah drugih mnenj. Ne, se pravi, moraš verjeti vase in početi to, kar si želiš. Če si želiš biti kip, si pač kip z vsem srcem. Pa kaj imaš s temi kipi? Kaj imaš s temi kipi? Nekako ena pač taka primerjava, nečesa, čisto brez veze. Ampak pač hočem povedati, da karkoli si želiš, temu moraš stremeti. Veliko bo ljudi proti tebi, v bistvu sam proti sebi si največ. In to moraš premagati. In pa sam go with the flow. Življenje je eno, izkoristimo ga. Če ne boš počel to, kar rad počneš, ne živiš, če me ne vprašaš. Zdaj pa to povej, te YouTube vlogi, posnetki, to se mi dopade, to je dinamično, to je cool, to tudi jaz rad pogledam. Ampak te gamerske scene, to je pa ipak specifika. Recimo tisti, ki ga gamerstvo ne zanima, verjetno ne bo šel gledati ten tvoj špil, ki ga igraš 7 ur, zraven v bistvu ti rata dolg čas, ali se motim, ali ti to tako zanimivo narediš, da ljudje gledajo. Zdaj bomo tako rekli. Jaz dejansko, ko sem nehal s filmi delati, bil sem nezaposlen, prej sem vozil LPP, posnel film, ta slava, bum, vse potovanja po celem Balkanu, Fedice, droge, alkohol, ja, razumem. Jaz ne kadim, ne pijem, nikoli to nisem delal in nikoli ne počnem. Sem pač človek, ki je čist, ampak pustimo zdaj to, hočem pač povedati, da ko se je to vse skupaj končal, jaz sem nekaj mogel početi. Jaz sem vedno bil človek, ki je nasmejaval v družbi. Jaz sem bil vedno človek, ki je dejansko imel energijo in okoli katerega so ljudje radi bili. In sem si rekel, v bistvu jaz moram nekaj početi v tem pač konceptu in mi je nekdo pač svetoval to stran Twitch, ki v Sloveniji še ni bila popularna, še danes ni toliko popularna, da se snemaš in da igraš videoigre, ker jaz kot oboževalec videoiger že iz mladosti, to je bila moja strast, ampak sem jih nehal igrati, ker pač nekako sem prerastel to. Ampak ko sem videl, da jaz dejansko lahko to za druge igram, sem rekel, zakaj pa ne? In potem sem se začel s tem ukvarjati, daleč predvsem v Sloveniji. In zdaj nekako sem že 6 let v tem poslu, govorim angleško, imam veliko Američanov, streamam tam 2-3 ure na dan live na mojem kanalu Twitch TV Dinoti, ampak sem še po filmu začel vloge delati predtem, vloge. Tukaj si še ti imel en tak vlog, ki je bil takrat viralen, potem če se spomniš za proteste, potem sem jaz takoj zadal. Tam sem se videl prvič nekako spoznala. Ja, drži. Jaz sem takrat posnel za tele radarje mariborske, to se spomni, pol viralc postal. Dino, glej, da nama ne bo zmanjkal časa, mama samo še pol minute čveka, da ne bomo rezala tvojih posnetkov, samo na hitro mi še odgovori, kako hudiča, se jaz sem podoben kot ti, ampak od kje jemlješ vso to energijo, ki jo imaš, ki ti si ena taka bomba na 2 nogah, na hitro mi to odgovori ob koncu. Temperament je iz Bosne. Tako je, nimam kaj povedati. Hočeš reči, da sem jaz tudi Bosanca, kaj? Štajerci ste itak Bosanci, to vsi vemo. To itak veste, ker tukaj smo zelo podobni. Dino, hvala ti lepa za tale kratek in sladek oklop. Zdaj si zavrtima en miks tvojih 3 vlogov, upam, da bo zadovoljen. Poglej si in uživaj in se slišimo v kakšni drugi priligi. Ajde, stari moj, drži se. Čau. Dobro jutro, folk, kje ste, kva je zdaj torek, pustni torek je, ura je 7 zjutraj in jaz sem se odločil, da danes naredim en vlog. Kako dobiti najboljše krofe, oziroma kje pa koliko časa bo trajalo, da dobim najboljše krofe. Preden se ta video začne, bi rad povedal, da je ta video nad 18 let in tisti, ki ste mlajši od 18 let, vam ne priporočam gledati tega videa, oziroma se posvetujte prej s svojimi starši. Danes bo vlog o tem, kako je Dino zgubil Jungfer, oziroma kako je Dino prišel do prve punce, oziroma kaj se je dogajalo od moje mladosti, oziroma od mojega otroštva do tega, ko sem jaz zgubil Jungfer. Hvala lepa. Hvala vam. Se pravi, en krof je €30, ob 7:30 dobil si ga tako, 5 minutah. Pred mano je naročil 30 krofov, pa ena, tudi ena 20 komadov. Tako da zdaj naslednja destinacija, Velike Lašče pri Kuklu. Živeli youtuberi, kje ste, kvaj zdaj? Evo, nova vrsta vlogov prihaja. Vi mene poznate po igrah, po vlogih, po avtomobilih, pa tudi po motorjih. Sem se odločil, da dejansko začnem eno novo serijo vlogov in sicer ljubezni, ki jo jaz gojim do dvokolesnikov. Tukaj za mano je Vespa GTS 300 HPE. Angeli so pel! Katja! Katja! Tukaj sem!
Molim te! Realnost je vlada Katja sam šla mim. Tako da ja, in bila je ena Katja in pa v 6. klasu sem se preselil v Črnuče. In v Črnučah so bile pa nove punce, ne? Je bila Maja. Maja je bila vsem všeč. In Maja je bila tudi meni všeč. Bili smo vsi zaljubljeni v to Majo in se spomnim v 8. klasu. Od 1. razreda do 7. razreda sem bil dober, ampak v 8. sem bil zadosten. Zakaj? Ker sem jaz bil zaljubljen v Majo. Jaz sem sam Maja, Maja, Maja. Res, da sem bil zaljubljen tudi v Gameboy, ampak Maja, 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 Maja. In Maja je sedela zraven mene po slovenščini. Tole so zgleda njihovi krofi, neka slovenska kakovost, stane 5 evrov, pa dobiš 4. Imaš pa še ene krofe in sicer teli so pa 29 centov, so pa hoferji. Prav tole niso hoferji, nima veze, bomo kupili oboje. Kot vedno, gužva v hoferju. Ja. 2,25. Nekje je tako zlizan, tako da si jaz glih ne upam. Ne? Nikoli se jaz nisem neko ful upal, neki ful tiščat. Nikoli nisem bil en fan nekih velikih ovinkov, ker me je vedno bilo pač straha. Ne? Zdaj pač razbijem, kako me zdaj to plačal. Ne? No naprej tam vidimo pač en skuter, sem rekel, aj kvaj, jaz sem rekel do njega, ne? In tako vidim skuter, se pravi, neki Gilera, model ima jakno, ima čelado, jaz tam kaj čefur v trenerki in vidim Nexus star. Nexus pardike svina. Je žal, da ne slište. Ima neki auspuh, nisem točno vedel kaj, ampak vedel sem, da je neki odprt. No dejansko, zdaj tukaj nisem vedel kaj ga pretim, ali ne, ampak sem si rekel, ajde se bom vozil malo za njim. Sam da so glupe, aj grde! A bile so dve punce, ena je bila rjava in Dino je napisal v dnevnik, je to moj dnevnik, ker sem ga začel pisati od leta 94 do 99. Dino napisal njej pesem. Še sem bil tak zaljubljen, osamljen, želel sem si imeti punco. Tale pesem se mnuje Neznana vrtnica, ker jaz nje nisem poznal. To je bil 27.5.96, to sem bil drugi letnik. Tam daleč stran v deželi skrivnosti, tam tvoje srce leži. Jaz rad ga bi odkril, če bi postila tebi bliže bi bil. Nisem vreden tvoje bližine, tvojih oči, ki sijajo kot luna na nebu.